Spoštovani, v Vseslovenskem združenju malih delničarjev smo se odločili, da vam približamo obsežno dejavnost našega združenja. Glede na to, da so številne pomembne zgodbe bile preslišane ali zamolčane v klasičnih medijih, smo se odločili, da vam bomo skušali te zgodbe številnih ljudi, številnih delniških družb, v katerih se dogajajo nezaslišane reči, približali z medijem, ki ste mu priče. Skratka, skušali vam bomo na tedenski ravni predstaviti zgodbe malih delničarjev, nekateri bi rekli malih ljudi, ki jih v Vseslovenskem združenju malih delničarjev spremljamo že vrsto let. Naprimer, ena takšnih zgodb, ki jo boste slišali danes in jo klasični mediji niso nikjer priobčili, je zgodba Invest to SE, ki ga v sklopu same skupščine Evropskega združenja delničarjev, Svetovne federacije investitorjev in njihovega srečanja v Ljubljani pripravlja Vseslovensko združenje malih delničarjev kot samostojni program v sklopu svoje dejavnosti. Iz tega želimo vzpostaviti letni projekt, ki bi omogočil predstavitev možnosti investicij v Sloveniji in v regiji, možnost strateške prisotnosti tujih podjetij v našem prostoru in s tem v prostoru regije, srednje in jugovzhodne Evrope, možnosti investicij v naše finančne vzvode, institucije, v nenazadnje sklade, greenfield investicije, vzpostaviti stike tako naših investitorjev z tujimi investitorji, s tem v zvezi predstaviti naše kapacitete na večjih ravneh, tudi na turistični ravni. V tem smislu seveda poskrbeti za to, da bi naša ekonomija postala del in integrirala tudi vse najboljše iz razvitih ekonomij. Vseslovensko združenje malih delničarjev ima izjemno čast, da v mesecu juniju organizira srečanje evropskih delničarjev in pa Združenja svetovnih investitorjev. Ob tej priložnosti smo pripravili projekt Invest to SE, katerega vodim in na katerem ponujamo možnost slovenskemu gospodarstvu kot tudi državnim inštitucijam, da predstavijo možnost investiranja v naši državi, pa tudi v celi regiji jugovzhodne Evrope. To možnost so kot pozitivno prepoznali tudi najvišji predstavniki v naši državi, tako da bo udeležence pozdravil tudi predsednik vlade gospod Janez Janša, pozdravil bo ljubljanski župan gospod Zoran Janković, aktivno pa pri projektu sodelujeta tudi ministra gospod Bajuk in pa gospod Vizjak. Pripravili smo okviren program, pri katerem sta se izoblikovali dve temi, in sicer prva tema je specifični vidiki investiranja v jugovzhodni Evropi, kateri bo uvod podal in jo predstavil dr. Erhard Busek, koordinator Pakta za stabilnost jugovzhodne Evrope, in pa drugi del ekonomski in politični vidiki ter investicijski riziki na globalni ravni v današnjem finančnem okviru, kateremu bo uvod podal dr. Giorgio Domineze, koordinator srednje in vzhodne evropske mreže univerz in pa tudi veliki poznavalec gibanj in trendov v svetovnem gospodarstvu. Zato bi ob tej priložnosti še posebej povabil slovensko gospodarstvo, sklade, banke in vse tiste, ki se ukvarjajo z investicijami in finančnimi zadevami, da se ob tej priložnosti predstavijo na Invest to SE. Naslednja stvar, o kateri bi vsekakor pričakovali, da bo precej govora, je vprašanje celovitega predloga zakonodaje, ki ga je Vseslovensko združenje malih delničarjev pripravilo in podalo, predstavilo na vseh vladnih ravneh. V prvi vrsti na ministrski ravni pri Ministrstvu za gospodarstvo v smislu sprememb in dopolnitev zakona o gospodarskih družbah, zakona o prevzemih in posebnega zakona, ki smo ga predlagali, zakona o družbah pooblaščenkah. S tem celovitim predlogom, zahtevnim zalogajem za naše združenje, pri čemer so naši zunanji strokovnjaki in uveljavljeni eksperti na tem področju spremljali zakonodajo, pripravili izhajajoč iz neposredne prakse
tiste spremembe, ki bi dejansko zagotovile ustrezno zaščito malih delničarjev, nasploh normalizacijo finančnega trga v Republiki Sloveniji. Pri tem smo bili v precejšnji meri uspešni. Ravno danes smo lahko zasledili, da je bil zakon o prevzemih sprejet na vladni ravni, torej je izšel iz medresorskega usklajevanja in gre v parlamentarno, torej državnozborsko proceduro. Ob tem, kaj je bilo upoštevano od naših predlogov, smo seveda v precejšnji meri zadovoljni, hkrati pa v nekaterih točkah še vedno menimo, da bi bilo moč predlog sprememb te zakonodaje vendarle zastaviti bolje in celoviteje. Tukaj mislim predvsem na vprašanje iztisnitev malih delničarjev. Naši predlogi so bili boljši, dodelani, izhajali iz neposredne prakse in izkušenj manipulacije na tem področju ob hkratnem izvajanju prevzemov zgolj z namenom, da se izvede iztisnitev po ceni, ki je neprimerna. Takšnih primerov naše združenje obravnava na desetino. Na to je vezanih na tisoče delničarjev, pogosto tudi tistih, ki so se odpovedovali lastnim plačam, z njimi sanirali podjetja, ki so bili primorani kupovati delnice v podjetjih, v katerih so zaposleni in podobno. Skratka, zgodbe, ki so pogosto tragične, preslišane in o katerih boste lahko slišali precej v naših edicijah in izdajah. Kot rečeno, računamo, da bomo vsaj enkrat tedensko lahko približali te zgodbe, ki so prezrte, so zamolčane, so pa vendarle realne, dejanske zgodbe iz neposredne prakse, iz terena, iz stoterih, da ne rečemo tisočerih tragičnih zgodb in izkušenj, s katerimi se vse slovensko združenje malih delničarjev kot edina tovrstna institucija v Republiki Sloveniji ukvarja. Kar se tiče vprašanja našega predloga celovitih sprememb zakonodaje, naj se pomodim tudi pri zakonu o dohodnini, ker so naši predlogi tudi usmerjeni v to, da bi se ohranjal tisti portfelj, da bi se ohranjalo lastništvo delničarjev v Republiki Sloveniji, da bi se ohranjal delež in število malih delničarjev, če ne celo večal. Tukaj mislim tako na primer Nove kreditne banke Maribor, ki je največja delniška družba glede na edini primer dosedanji javne prodaje deležev, kar smo v Vseslovenskem združenju malih delničarjev ne samo pozdravili, ampak smo si že vrsto let prizadevali za takšen način lastninjenja državnih deležev v gospodarstvu ali pa deležev paradržavnih skladov. Žal so še vedno pogosto ti prodani mimo možnosti, da bi državljani neposredno participirali pri njihovem nakupu, torej sodelovali pri njihovi prodaji. Hkrati pa na drugi strani mali delničarji ravno zaradi tega pogosto ostanejo v podjetjih ujetniki kot mali delničarji z deležem, za katerega seveda praviloma nobenemu ni več mar, ko je že dosežen prevzemni prag oziroma ko je že doseženo popolno obvladovanje podjetja. Kar se tiče možnosti iz naslova zakona o dohodnini, kar gre tudi deloma naš celovit predlog sprememb in dopolnitev zakonodaje, gre za rešitev, po kateri bi poskrbeli, da ne bi bila obdavčena v kapitalskem smislu vsaka prodaja delnic, pač pa da bi bila obdavčena zgolj sprememba na ravni portfelja. Torej, vedno, ko bi nekdo sicer neke vrste delnic prodal, za ta isti znesek kupil druge, torej ohranjal svoj portfelj, bi to ostalo zunaj obdavčitev. Menimo, da se na ta način zagotavlja več pozitivnih vidikov, vključno z vprašanjem zagotavljanja virov za starost, torej problematike, ki je vezana na pokojninske sklade, na nezadostnost tega, kar bo iz naslova pokojnin uživala prihodna generacija oziroma že tisti, ki se bojo upokojevali čez desetletje in kasneje. Tako da v tem smislu seveda se odpirajo precejšnje možnosti, kako zagotoviti dejansko tisto, kar je v družbi faktor in garant stabilnosti. To pa je srednji razred in ta srednji razred seveda je tisti, ki mora ohranjati tudi lastništvo nad družbenimi resursi. V tem smislu je ohranjanje malih delničarjev, lastništva državljanov nad gospodarskimi subjekti v Republiki Sloveniji in širše vitalnega in bistvenega pomena.